Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu vodstva Zveze nogometnih sodnikov Slovenije. Jaz bi danes rad v par, bom rekel, minutah ali imam enih 30-35 minut vam pokazal predvsem na videoposnetku določene zadeve, ki so se nam zgodile v toku leta. Seveda navezuje pa se na te spremembe pravil nogometne igre. Zato ne bi rad preveč, bom rekel, na suho vam razlagal, kakšna so pravila nogometne igre in kaj se je vse spremenilo, ker vem, da vi to sledite in tudi dobili ste od nogometne zveze vse spremembe. Bi pa rad določene detajle, da gremo skozi oziroma pogledamo, da vi povete svoje mnenje, jaz pa vam poskušal razložiti, zakaj je to pravilo bilo na takšen način sprejeto oziroma zakaj naši sodniki izvajajo ta pravila na igrišču. Zato vas bi tudi prosil, da sodelujete oziroma postavite vprašanje oziroma da tudi vi povete svoje mnenje, ker vem, da je velikokrat na igrišču se zgodijo dogodki, kateri, bom rekel, vplivajo na neki potek tekme in je normalno, da trenerji seveda reagirate oziroma se znervirate. Jaz to razumem, sam sem igral nogomet in bil sodnik in nikoli nisem bil trener, vem pa, da sem se tudi kot igralec razjezil, če je sodnik sprejel kakšno odločitev. Seveda, mi sodniki pa poskušamo soditi tako, da naredimo čim manj napak. Morate pa vedeti, da je človeško grešiti. Izvajamo ogromno seminarjev z našimi sodniki na najvišjem nivoju in seveda tudi oni so zelo samokritični. Boste tudi par posnetkov videli, na katerih moram povedati, da tako kot smo danes mi tukaj v dvorani, tudi oni na naših seminarjih povejo, da so naredili napako. Seveda mi v tistem trenutku poskušamo samo ugotoviti, zakaj je do tega prišlo. Je pa res, da nimajo veliko časa, tako vaši igralci na igrišču, tu so stotinke sekunde, bom rekel, redko daj, ker v tistih par desetinkah sekunde se zgodi neka zadeva in igralec naredi, kaj naredi, enako pa tudi naš sodnik. Skratka, bilo je nekaj sprememb, predvsem, bom rekel, dobil sem eno vprašanje glede enega pravila, ki se je, bom rekel, kar precej spremenilo in to je predvsem pravilo, ko poškodovani igralec, rezervni igralec vstopi na igrišče brez dovoljenja sodnika. Vemo, da je lahko takoj prekinitev ali pa ob puščanju prednosti na to prekinitev in indirektni prosti udarec. Skratka, druga zadeva pa je, katera pa je zdaj spremenjena, kar to je bilo že prej in to smo tu izvajali, če igralec vstopi na igrišče in vpliva direktno na nasprotnika oziroma prekine akcijo, brez da se bi dotaknil igralca ali kaj, ampak da dejansko akcijo prekine, potem pa direktni prosti udarec. To je pa zdaj velika sprememba in iz mesta, ki je vplival najbližje tistemu dogodku, ki je to vplival, je potem direktni prosti udarec. Tako da, skratka, ostalo je bilo skozi leto tudi nekaj zadev, bom rekel, katere ste vi kar, bom rekel, dobro sprejeli in glede samih odločitev moram vas pohvaliti, ni bilo velikih težav. Tu pa tam pa seveda se zgodi, da pač naredijo sodniki napako in tudi tako naredijo igralci, sodniki in tako seveda vam dvigne pritisk. Skratka, začel bi kar z nedovoljenim položajem offsideom in tukaj bi pokazal par posnetkov in bi vas prosil za komentarje in vaše mišljenje, skratka, kaj vi mislite, kaj je prav ali pa kaj ni, potem pa bi jaz se tudi vključil zraven. Tukaj vas je vprašal oziroma kar z dvigom rok, kdo misli, da tole je nedovoljeni položaj? Ja, vas je prosil, zakaj, če lahko kar vi prosim poveste. Aha, se opravičujem, potem pa nekdo od zadaj, ko je bil. Ja, izvolite, ja. Igralec je bila, žoga bila odigrana na točno določenega igralca, ki jo je pustil.
Zame to. Ok, jaz vam moram tukaj povedati, seveda bom še enkrat pokazal, tukaj se je pravilo spremenilo in prav zaradi tega zdaj novo pravilo. Pravilo govori, če ta igralec neposredno ni vplival na igralca, da je ta imel možnost teči, spremeniti smer ali priti do te žoge, pomeni, da ni več nedovoljeni položaj. Pomeni, novo pravilo zdaj govori neposredni takojšnji vpliv na igralca. In ta igralec ni vplival na obrambnega igralca. Moram vam celo povedati, če žoga gre direktno na igralca, pa da noge na razno, žoga gre med nogami skozi in če ne ovira dobenega okrog sebe, to ni nedovoljeni položaj. Po novem. In to je zdaj novo pravilo. Imeli smo nekaj malo težav na igrišču tudi, ampak skratka, moram reči, da so sodniki večini, to pravilo jim je bilo zelo lahko in so v večini primerov pravilno ukrepali. Tu pa tam se je zgodila kakšna napaka, ampak podobne situacije so zelo dobro reševali. Mislim, da tega je kar letos se dosti dogajalo na igriščih in moram reči, da tudi kot trenerji in igralci jim je hitro bilo to jasno in mislim, da tu ne bi smela biti kakšna večja težava. Vemo pa v bodoče, da veste tudi igralcem prenesti, da skratka takšen dogodek, tudi če igralec žogo med nogami spusti, je pravilno, seveda, če ne ovira nasprotnega igralca. Če pa bi ta igralec neposredno vplival na njega, da ne more mimo njega teči ali bilo kaj, je pa potem nedovoljeni položaj. Ja, izvolite. Hočete povedati, da je isto, če tega igralca ne bi bilo? Isto, ja. To je samo teoretično. Ja. Da se vi zmerno pač tako napiše. Ja, izvolite. Če bi se obrambni igralec mogoče za trenutek postavil, pa tržno čisto na njegov, ne bi bilo vsaj tako znamo teči. Ker recimo on bi za svojim vplivom postavil proti špion, postavil v bistvu celo vsaj, on spustili pa stekli. Pravi vsi vplivu način. Ja, tukaj vam lahko dam odgovor. Ogromno je bilo narejenih analiz, bom rekel, na seminarjih se je pogledalo še posnetkov in če takšen dogodek kot je ta in žoga podana, evidentno vsem in vidimo, da igralec prihaja z drugega plana, absolutno in na UEFA in na FIFA in potem seveda tudi mi moramo to sprejeti, so se vsi strinjali in tudi večini vsi, ki so vpleteni v te zgodbe, ki pravila spreminjajo, so rekli, absolutno treba pustiti igro, ker gre se, nogomet se igra, da bo čim več zadetkov in to ne sme zmotiti igralca. Ne sme ga zmotiti, ker žoga podana 20 metrov stran od njega, on do nje ne more priti, lahko pa steče. In poglejte, to nič ne narobe, on tudi če bi se zaustavil pa krenil do te žoge, če bi spolniš prav, on je, poglejte tole. In v večini primerov je tako. Poglejte, ta je kar tekel naprej. In je prišel potem do žoge. Tako da skratka, takšna dejanja igralcev ne spremenijo, bom rekel, odločitve sodnika, ampak pustimo, da se igra nadaljuje in tudi v bodoče na vseh tekmah boste podobne dogodke videli in sodniki ne bodo prekinili igre. Bomo šli kar na naslednji dogodek. Se strinjate tukaj, da je pravilna odločitev sodnika, da je to nedovoljeni položaj? Ja. Jaz tudi mislim, to je toliko jasno, da tu ni dobene težave in pokazal vam bo en dogodek, ko igralec sedaj se dotakne žoge, igralec je za njim in potem sodniki prekinejo igro, ampak napaka, vam bom to takoj zdaj pokazal. Se pravi. Kaj menite tukaj? Nedovoljeni položaj, ja ali ne?
Bomo še dali enkrat, ja, ok. Gremo naprej, počasni posnetek. Zadetek, ja ali ne? Ne. To mislim, da dokaj jasno, igralec se je nahajal za malenkost v nedovoljenem položaju in njegov udarec na gol je bil v tem momentu, v prvem momentu je bil nedovoljeni položaj in to je pomembno. Tisto, kaj se je potem dogajalo, več ne. In jaz mislim, da je to jasno, da to je taka zadeva. Tako je tudi pri prejšnjem tistem posnetku bilo jasno, če igralec stoji noter, preleti in igralca, tudi če se bi žoga na taki rahl način dotaknila, ki ni mogel z njo igrati, ne vpliva na nič. Ne? Kaj menite tukaj? Nedovoljeni položaj? Ja ali ne? Zakaj ja? Če lahko kdo pove, zakaj mislite, da to? Ja, izvolite. Pa kar na glas, prosim, če lahko. Noter je v teku. Aha, zdaj pa vam bi eno vprašanje postavil. Je ta igralec vplival kaj na tega? Zdaj imamo novo pravilo, katero govori, da igralec igra nedovoljeni položaj, se bo dosodil oziroma signaliziral v primeru, ko bo vpliv na njega. Je ta igralec sam igral korektno žogo oziroma je sploh on zaradi tega, kako bil na njega vpliv narejen, da bi lahko, da je naredil to, kaj je naredil. Jaz še bi enkrat prosil, da pogledamo, ker to je zelo pomembno sedaj. Samo malo, rad bi vam tole razložil, oziroma celo gremo z dvigom rok, kdo je za to, da je to nedovoljeni položaj. Kdo je za to, da to ni nedovoljeni položaj? Mislim, da večina in to je pravilna odločitev. Zakaj? Igralec, kateri, on je zavestno žogo igral in do nje prišel brez težav. Pomeni, če pogledate, on je hotel s tem žogo podati temu igralcu. In na njega ta igralec sploh ni vplival, niti potem, pogledajte, zdaj, ko že on žogo udaril, on teče proti njemu in ni dobenega vpliva. In to je zelo pomembno. Več kot 70% trenerjev tukaj dvignilo roko, da to ni nedovoljeni položaj. Ostali mislite, da je. Tudi take diskusije smo mi imeli na najvišjem nivoju, ampak nekdo se je odločil, da to pravilo je takšno, kot je. In zato lažje vam bo čim prej preneste igralcem to, kar sem vam danes povedal, in takšne situacije in podobne ni nedovoljenega položaja. In lahko mi tukaj debatiramo 2 uri, nažalost je pravilo takšno. Jaz spoštujem vsake odločitve in diskusije, ampak pogledajte, 70% trenerjev je bilo za to, da se igra nadaljuje. In tudi na FIFA in UEFA so imeli take diskusije in so prišli do zaključka, da se v takem primeru ne prekine akcije oziroma da se igra nadaljuje, ni nedovoljeni položaj. Spet bom vprašal, gremo kar z dvigom rok, da bomo hitrejši. Kdo je za to, da je tukaj kazenski udarec, vemo, da je tukaj izključitev? Aha. Kdo je za to, da ni? Večini, da ni. Moram vam povedati, tukaj pa nastopi novo pravilo, katero oziroma staro novo in pogledajte, igralec ta, če ga ta ne bi potegnil nazaj, bi bil sam pred vratarjem in bi dosegel zadetek. In tako ste, gospod, rekel, to je absolutno izključitev. In kdaj ni izključitve pri kazenskih udarcih oziroma, če bi pa igralca bila tukaj v borbi za žogo, tako zdaj vidimo, in greta obadva na žogo, obrambni naredi prekršek v borbi za žogo, potem pa ni kazenskega udarca. Mislim, potem pa ni izključitve, kazenski udarec je, ni pa izključitve. Pomeni, novo pravilo govori, v borbi za žogo, ko
vratar ali igralec ali bilo kdo naredi prekršek in je v podobni situaciji in seveda napadalec ne pride do žoge in če je to borba za žogo, potem ni izključitve. Če pa pride do vlečenja, odrivanja oziroma ko smatramo, da bo lažje, da več ni borba za žogo, potem je pa izključitev. Tukaj moram reči, nas sodniki naredili napako, ampak tudi mi, tudi sodniki naši delajo napake in pač nažalost je to zgodilo, ampak ni bilo pravilno. Skratka, toliko, da veste, vas bi prosil, da igralcem prenesete vse, kaj je v borbi za žogo, je dovoljeno oziroma ne bo izključitev, kar pa ni v borbi za žogo, da so neka vlečenja in podobne zadeve, potem pa bodo izključitve. Toliko, glede tega se strinjamo to, mislim, ker zelo malo jih je bilo za to, da to izključitev večini, da ne, pa bi rad res, če je kakšen komentar, kaj mislite, je to okej? Je to jasno, jaz mislim, da je. Ja, okej. Janič bo streljal, žoga se je odbila, Kopač je padel in to bo zdaj 11 metrovka za Zarico. Kaj mislite tukaj? Kazenski udar, mislim izključitev, da ali ne? Kdo je za izključitev? Nihče, to je pa borba za žogo in pravilna odločitev sodnika in takšne zadeve, če se bo na tekmo dogajalo, absolutno ne bo izključitev. In to so zdaj te spremembe, ki smo jih že v tem letu, jaz mislim, da dokaj dobro izvajali. Tu pa tam je bilo malo jeze, ampak v večini primerov pravilne odločitve sodnikov in tudi vidim, da to poznate, tako da super, gremo kar naprej. Kaj menite tukaj? Je to igra z roko ali ni? Kazenski udarec. Gremo z dvigom roke, kdo je za to, da kazenski udarec? Večini. Ja, absolutno. Tukaj absolutno govorimo o tem, da se igralec naredil večjega oziroma širšega in to ni dovoljeno. V primeru, če pa si bi ta igralec zaščitil obraz, pa bi žoga zadela igralca v roko, samo seveda potem bi roka morala biti tukaj, pa ni kazenskega udarca. Čeprav moram povedati, da mi smo dali navodila sodnikom, da lahko pravilno igralec naredi to, ampak sodniki v večini primerov, ko so živi zidi postavljeni v kazenskem prostoru, opozarja in poskušajo opozoriti igralce, samo to je dovoljeno. Pomeni, to, kaj je v tem delu telesa, normalni položaj, ne bo težav. Vse, kaj se igralec naredi večjega, so kazenski udarci oziroma roke dosojene, direktni prosti udarci. V tem primeru seveda tukaj bi še mogel biti dodeljen opomin, ker spet imamo, če je strelna gol, je opomin, če je podana žoga v kazenski prostor, potem pa ni opomina. Tako da tudi tu smo imeli nekaj malo težav. Nekateri niso to razumeli, ampak če je žoga podana v kazenski prostor, pomeni, da ni strelna gol in če igralec je igral z roko, ni tukaj potem opomina. Če pa strelna gol, tako v tem primeru, potem pa mora biti opomin. Tu bom pokazal ene dva primera, boste videli tudi ostale roke, ko niso bile dosojene ali pa so, ampak to je verjetno lahka zadeva, igralec namerno odigra z roko, to ni čista situacija, to je igra z roko, namerna igra z roko, opomin in to je to pravilno dosojeno, tako da zelo v redu. Z dvigom roke je dovolj zato, da tukaj odločitev sodnika pravilna, ni bila dosojena roka. Kdo misli, da je to roka? Oziroma, da mora biti dosojen kazenski udarec? Je kdo, da misli, da mora biti dosojen kazenski udarec oziroma dosojena roka, da igra z roko? Vem, da to super poznate in res to ni.
ko je roka v naravnem položaju, oziroma predvsem prva to, da roka v pravilnem položaju ob telesu, druga to, da tukaj strelj zelo odblizu in igralec ni imel časa sploh umakniti roke, ne. In absolutno, ko se taki dogodki zgodijo, pravilne odločitve so to, da sodniki ne dosodijo prostega udarca. In to mislim, da smo že lani dobro izvajali in tudi letos in tudi mislim, da redko kdaj je bila kakšna težava na tekmah, tako da zelo v redu. Bom pa še samo en posnetek pokazal. Kaj pa menite tukaj? Kdo je za to, da to igra za roko? Ok, kdo misli, da to ni? Sašo, tebe ne bom vprašal, ker vem, imaš prav. Ok, skratka, ja, to je absolutno, bi moral biti dosojen kazenski udarec, ni bil dosojen. Če kar takoj povem, zakaj ne, dosojen ni bil zato, ker sodnik tega ni videl. Ker je mislil, da ga zadela v ramo. Ja, vas bom... Vam dam prav, absolutno bi moral biti dosojen kazenski udarec. Sodnik je nekaj videl in je takoj začel komunicirati, če je bila igra z roko ali ne. Oba dva sta, oziroma vsi sodniki niso bili sigurni, ali je rama ali je roka. Moram vam povedati, to je stotinka in ali vidiš ali ne vidiš, morate se zavedati, da mora gledati to smer. Dam vam prav, absolutno dosojen bi bil kazenski udarec. Ni videl in pomeni sodnik, če ni prepričan, če ni 100%, ne bo dosodil prostega udarca ali bilo katere odločitve sprejel, če ni 100%. To je bil naš sodnik na najvišjem nivoju, Damir Skomina. Ni bil siguren. Ko je to videl, tako je rekel, to je kazenski. Ampak tudi to se zgodi. Zato sem hotel ta posnetek pokazati, zdaj, ko smo ga tako pogledali, če vam bi spustil na hitro vprašanje, kaj bi vsi rekli, eni ja, eni ne, ampak se dogajajo takšne zadeve, pravilna odločitev pa absolutno bi bila kazenski udarec oziroma dosojena roka, če igralec dvigne roko, to, ko je ta igralec naredil, se seveda naredil večjega, potem mora biti dosojen kazenski udarec in seveda tukaj tudi opomin. Imamo še 5 minut, jaz sem prav v teh 5 minutah pokazati, držal se bom ure, ker tako mora biti, sodniki smo navajeni, da se držimo ure, ne, ob prihodih in odhodih in tako da, tudi to je prav. Imam enih 7 posnetkov, predvsem vam bi rad te posnetke pokazal, kaj se na tekmah dogaja in o čem vse morajo, bom rekel, naši sodniki razmišljati in velikokrat so v nekih težavah, predvsem zato, ker igralci, bom rekel, naredijo prekrške, ki niso primerni. Jaz vem, da vsi vi tukaj si ne želite takšnih prekrškov, vem, da jih tega ne učite, igralci pa to naredijo, ne. In boste videli par situacij, katere niso enostavne in so naši sodniki sprejemali različne odločitve, ampak ko pa boste videli počasni posnetek, pa boste videli, kako dejansko to grozno izgleda včasih, ko kaki igralec štarta res za podplatom oziroma so ti štarti zelo na visoke intenziteti. Kaj menite tukaj? Vidite, da ni enostavno, ko vas vprašam. Bomo še enkrat pogledali. Poglejte, kaj je naredil igralec. Sodnik ni igralca izključil, ker sploh ni pričakoval, pa tudi ni videl točno tega, ampak počasni posnetek je nam to pokazal. In verjamite, še pogledajte naprej, kaj se zgodi. Rada mi povedal, ta igralec se takoj vstal, so si roke dali pa šli naprej, ne? Sodniku sploh ni
kapljeno, ampak to se zgodi, ne, absolutno, ko smo videli, absolutno mora biti izključitev, ne. Ampak tu je bila samo sreča, da ga ni prav zadev, da ga je res malo, da noga šla mimo, ker če je bilo kaj drugega, vam moram povedati, verjetno kakšna težja poškodba, ampak tudi to se zgodi in verjamite mi, tu nišče ni niti komentiral tega normalni prekršek, ne, ko smo pa to videli, smo sami rekli, neverjetno, kakšna sreča, da se nekaj hujšega zgodilo, absolutno, sodnik bi moral tukaj izključiti igralca. Se strinjamo vsi tu, smo vsi proti temu, ne, da če se to zgodi, pač igralec mora iti ven. Tukaj vas zdaj vprašal, kaj menite, izključitev ja ali ne? Ne, zakaj ne? Ja, samo malo. Dejansko tukaj je sodnik dodelil opomin in tako ste rekli, igralec ni namerno, malo mu je ga zaneslo v tistem štartu, ampak bolj pomembni podatek za sodnike in za tudi lažje oceni takšen dogodek je kaj, če igralec pokrči nogo, pa vidite, ta igralec ni hotel, je že nogo vlekel k sebi, ne. Res, da ga potem zadene, ampak bistvo tega je, če bi pa tukaj noga ostala iztegnjena, pa v tistem primeru pa sodnik mora izključiti igralca. In danes so takšna navodila tudi pri teh zadevah, pri takšnih štartih, če je intenziteta iztegnjena noga oziroma namera poškodovati igralca, potem izključijo. Če se dogajajo podobne zadeve, moram reči zelo na meji in sodnik je tukaj dolgo razmišljal, kaj narediti bi, ni in potem sta seveda pravilno se skomunicirali in pravilno odločitev, ampak ni lahko, ne. Zgleda v štartu grozno, kasneje, ko počasni posnetek pogledamo, vidimo, da igralec vseeno se umika, noče tega narediti, ampak pač v taki položaj prišel in ker ga zaneslo, se je to zgodilo, ne. Ok, naslednji posnetek. Kaj menite to? Izključitev ja ali ne? Gremo z dvigom rok, kdo je za to, da je tukaj opomin? Ja. Kdo je za to, da je izključitev? Rečemo pol, zelo težka situacija. Moram povedati, da je tukaj sodnik Evo, tu bi vam rad spet razložil, ne. Poglejte, igralec zadene žogo, teren je bil težki, ampak v štartu je izgledalo grozno, ampak sodnik je bil dokaj blizu, dobro je videl in je videl, da krči noge in da se ne bo mogel zaustaviti. Ampak tuhto je, intenziteta visoka, ja, rdeči, ne, sem, tja, malo počakal, igralec je vstal po nekem dogodku, a potem sam pri sebi rekel, igralec je žogo zadev, res ne bi smel, bolj ga tisto voda še podnesla, zadet je bil igralec, ampak vidite, ta krči noge, če bi tu malo bila iztegnjena noga, ga izključi. In to je prevagalo, da ga ni izključil, ne. Če bi ga tukaj izključil, rečemo, bi bilo kaj narobe? Tudi. Nisem vas slišal, če lahko ponovite. Pravim, da po moji oceni niti faulni, ker bo šel rdeči igralec brez belih na žogo. Dobro, jaz vam moram povedati tako, to absolutno je prekršek, absolutno opomin, ker igralec mora razmišljati, kaj bo naredil tistemu, ki stoji nasproti njemu. Da pa je zelo na meji, pa res. Večina futbalerjev ima 2 razreda osnovno šolo, kje bo razmišljati? Moram vam povedati, da je nogomet šel naprej in da igralci zelo dobro razmišljajo, jaz jih zelo spoštujem in veliko je tisti, ki znajo razmišljati in takšnih zadev velikokrat ne naredijo, so to bolj redke zadeve, tako da je to to. Ok, imamo še 2 posnetka. Kaj menite tukaj? Kaj ste videli prvo?
Nič. Opomin ali izključitev. Še bomo pokazali enkrat. Kaj menite zdaj? Kdo je za to, da tukaj pravilno odločitev, izključitev? Kdo meni opomin? Zakaj opomin? Ja, bom rekel, če vam zdaj povem, zelo mejna zadeva, ne? Ampak tukaj težko govorimo, da ni bilo namere. Poglejte počasni posnetek. Poglejte, igralec je stegnil nogo, namerno šel v njega in jaz mislim, pravilna odločitev je bila izključitev, se strinjamo? Skratka, ker se mi je čas iztekel, hotel sem samo prikazati, da jaz vem, da je veliko situacij na igrišču, ko se morajo sodniki hitro odločiti, ampak bistvo je, oziroma mi jih poskušamo učiti, da upoštevajo pravila nogometne igre, večini primerov upoštevajo, razmišljajo tudi o tem, je igralec to naredil namerno, ni naredil namerno, je to intenziteta iztegnjena noga. Skratka, na seminarjih poskušamo učiti, da prijemo do nekih zaključkov, tako smo mi danes tukaj prišli. In jaz se vam bi zahvalil za sodelovanje in želim vam polno uspeha v tem letu.